nekaterih prepričanjih naj bi haiku prebrali dvakrat. Ko ga beremo drugič, se ne pusti prebrati enako kot prvič. Japonski avtori klasičnih haikujev, haičin, pa pravijo: haiči ne išče resnice in ne pove ničesar iz sebe, vse pove haiku sam. Haiku pa ne sprašuje in ne odgovarja. Haiku samo je, nič več in nič manj. Tako pravi Nives Magne Čehovin v svoji avtorski knjigi Tuji zdaj, ki jo bomo danes imeli priložnost odpreti, upogledati v njo in začutiti. In nič več in nič manj ne bomo v današnjem večeru. Ta bo spregovoril sam po sebi. V njem bomo malo prepletali umestnost, ustvarjanje, vibracije, odnose in končni glas. To, da smo se danes brali na 19. v mesecu, 19. junij, 19. je številka, ki je povezana z soncem. V tarotu in v kabalističnem drevesu življenja ima namreč 19 prav posebno mesto in ima mesto, ki število predstavlja sonce, sončni žar. Soncem pa je močno povezana tudi avtorica knjige, Tuji zdaj, Nives. Nives, jaz bi te kar povabila, da se nam pridružiš v tem odru. Ne samo, da je povezana s soncem, Nives ima v bistvu rojstni dan, bom zdaj malo izdala skrivnost, na solstici, kar pomeni čez 2 dni, na 21. na poletni solstici. Tako da vemo, da je solstici povezan s soncem, sonce je takrat najmočnejše in ni naključje, da je 19, 21, sonce, sončna knjiga, Nives v soncu, da se danes sonce pojavlja v tem večeru, v vseh pogledih in v vseh vidikih. A ne samo to, ne naključje oziroma ne naključje, ampak tudi v povezavi s knjigo je številka 21 precej močna. Knjiga je velika 21x21 cm, išla je 21. v mesecu na 21. novembra v 521 izvodih in njena vrednost je 21 €. Nives, preden malo več o tebi spregovorimo, ko smo zdaj soncem začeli, kaj tebi pomeni beseda sonce? Bom rekla tako, od prvem zase in sonce dosti pomeni, že smo potrošili mogoče samo zaradi tega, ker se na sonce počutim dosti boljše, kot sama ali pa če so hladni meseci. In v bistvu nikoli ni prevroče, tako se rečem, ampak zelo rada na soncu. Potem sem pa v zadnjih letih tudi raziskovala malo sonce, pa ne samo, ne v smislu kot zvezda, pač astronomsko v tem sliku, ampak kot, kaj to pomeni tudi kot energija, kot ena vrste, bom rekla, tudi mogoče postali, so se potem še take področja, kjer je nekateri ljudje malo teže pač o tem se pogovarja, ampak sem dejansko soncem postavila na tako posebno povezavo, ki je mogoče od njej malo težko govoriti, ne? Ampak videla pa sem, da mi pomeni dosti in da mogoče sem nekje na tej poti, ko sem tudi ugotavljala, da nobena civilizacija na svetu ne obstaja, da ne bi častila sonca na tak drugačen način, da tudi to ima neko svojo vrednost, da so že vedeli zakaj, ne? In ko sem tudi povedala s tem, da mogoče ni tako naključje, da sem se zgodila na soncu obrača na solstici. In nekako se vse poklopilo. Mi je pa sonce dejansko tudi odprlo to pot do haikuju, ker jaz recimo mogoče še 4 leta nazaj, bi se rekla, nikoli nisem razmišljala o tem, da bi izdala knjigo s haikuji, s fotografijami. To mi je bilo popolnoma nekaj zunaj mojega dometa, no? Nisem nikoli o tem razmišljala. Se je pa zgodilo tako, da sem na morju, ko sem bila, takrat se tudi si bolj sproščen, odklopljen, niti se naglice, ne, ker se bolj povežeš s tabo. In sem gledala potem začer sončni zahod in tako rumeno, v bistvu to je kot za fotografijo sem. In sem tako nekako s fotoaparatom, ki ga nosim zmeri s tabo, to je tak mali fotoaparat, ki si žepnika ni noben Nikon ali kaj podobnega. In fotografiram različne stvari, no in takrat sem s fotoaparatom se malo
pripravila in jo malo zoomirala, pa ven, pa noter, vse te različne variante in si mi otrnil tak, takrat še, bi rekla, samo misel, ne še haiku. In tako mi je se dotaknilo, da sem si ga zapisala. Potem se pa čez nekaj dni utrnil še en, tak, ki postal haiku, no, ampak takrat še nisem razmišljala o tem, da ima to tako strukturo. In potem, ko se je v bistvu, ko se že oba skupaj izložila nekako, en za drugim, sem imela občutek, ampak nisem bila prepričana, da ima to strukturo, sem nisem vedela, koliko točno zlogov ima že haiku, sem to malo pozabila. Potem so te pa vrnile, ja. In tako da v bistvu potem sem sklepala, da nekako sem takrat odprla reči, da me so kar neka vrata. In so se potem začeli haiku razsipati, v bistvu, ob vseh mogočih trenutkih. Poslušam v avtu, ko sem šel v Ljubljano na lomu, želeško sem napisala, ker sem šla recimo do Ljubljane, sem že pozabila. In že zino, spomina, ker tudi mi je bilo fascinantno, ker v bistvu nisem mogla niti besede spomniti. Kako je že šlo, ne? Jaz mislim, da neki stvar, tisti stik je bil, neki se je takrat zgodilo, no, tako bom rekla tisto. Oni se odprlo vrata, kliknijo na svoje mesto. Zdaj smo kar omenjali, ti že omenjala haiku, jaz sem omenjala ta haiku, ampak bomo zdaj, si želimo, da nam razložiš, kaj je, ampak preden nam razložiš, kaj to sploh je haiku, da manj vemo, da manj izgubimo ta občutek, pa mogoče dovolimo, da se govori sam haiku. Zato bom jaz zdaj en haiku vzela v Inesi, no, meni se sonce že deluje. Inesi, tvoj haiku. Sladična. Bom vzela tvoj haiku in ga podelila z vami in hkrati ga bo pa takoj za mano Tjaša. Tjaša Cepuš je danes z nami zvočna pianistka in bo svojim zvokom poskušala ta haiku prenesti v vibracijo, da ga začutimo skozi zvok. In en tak lep haiku svoj Ives, da mogoče otvorite v svoji knjigi prvi, oziroma otvarja pot, pa ne otvori še današnji večer. Sonce se z lasmi poljublja v sadu. Mirske glede se glavi.
Bashojev, to je haidžin japonski, ki velja za vrhunskega pesnika, tam je to častijo, ne. In on je ena od njegovih haikujev, je tak klasičen, ki ga res vsem poznajo po celem svetu, gre pa tako star ribnik, skok žabe v vodo. To je tudi napomislila, ko sem šla tako ta žabica. Dejansko tako, haiku je zelo stara umetnost, rečemo tako časovno, začel se nekje pisati v 13. stoletju in takrat so bili tisti, ki so potem postali vrhunski umetniki, vrhunski poeti, rekli so haidžini in so to pisali na japonskem, tam je nastal in ni bilo tudi vsakemu pač možno, seveda, ne, so bili pač določeni ljudje in vseeno pa potem se ta haiku ne ostane samo na japonskem, ampak se začne širiti po celem svetu, tako da je bil tudi že v 18. stoletju, že v Evropi, smo se ga že pisali, ki pa potem avtori niso več haidžini, ampak so haikuisti. In o tem se je potem širilo še posod, tudi v Ameriki, recimo za zanimivost v Veliki Britaniji ga poučujejo tudi v osnovnih šolah, pa tudi pri nas imamo na gimnaziji, mislim, da tudi v Ljubljani imajo posebej videli tudi v gospa Nemka Zorban, ona je predsednica haiku društva Slovenije, pa tega mednarodnega haiku association iz Japonske, ona to nekako vodi. In sem bila vesela, ko me je kontaktirala, če sem tako se malo pohvalim in je bilo všeč knjiga, ker sem se malo na začetku se čisto iskreno povedala, da sem malo sprašala, sem rekla, ojoj, ne, kako bo zdaj ta gospa, ki je tako na vseh teh nivojih, bo hoče ta moja knjiga sploh zveza kakšnemu merilu, ne, in je potem je rekla, zelo je bilo všečno, je tudi pisala, da se je zelo simpatični, zanimivi, da je vesela in da je tudi na japonskem trend v te sodobnejše haikuje. Ker ta čisto klasični haiku je zelo zdenovski, kot recimo ta primer haikuja star ribnik, žaba skoči v vodo. To je čisto nekako utrinek iz narave in potem ga nekako haiku poveže z nekim notranjim občutjem ali pa da si sam začutiš. In ponovadi je še ena beseda vmes kireji, oziroma kireji, tudi rečejo, ki preseka to prvo prestico, recimo tukaj bi bil star ribnik, potem pa skok žabe v vodo in ta skok nekako preseka. Je pa zmeraj v teh tradicionalnih haikujih tudi ta struktura, forma pomembna in gre tako, da je v prvi vrstici 5 zlogov, v drugi 7 in v tretji 5. Zdaj, moji haikuji niso klasični japonski, seveda niso toliko zenovski, lepo so opisali v časopisu, ko sem naredili intervju, da za naslov so napisali haikuji, iz katerih se oglaša slovenska duša. Se mi zelo lepo povedano v naslov, ker v bistvu res iz mene pač govori slovenska duša na japonska. Mi je bilo pa v izziv, da sem ohranila to strukturo 17 zlogov, prav zaradi tega, ker dejansko, če bi lahko kakorkoli oblikoval, samo da v 3 vrsticah, oziroma celo nadgradil v zdaj že ogromno oblik takih pesniških, ki so zelo podobni haikuju, oziroma haiku, ki je že nastal, ki se je že razvil v Senju, ki opisuje samo življenje in čustva, potem je recimo haiga, ki je haiku štopiče narisano sliko še zraven, ne. To bi bili nekakšni haigai mogoče, ne, ker je haiku podobno neko, ne. Samo da niso narisani štopičem mojim, ampak imajo fotografijo. In potem toliko šlo to naprej, da dejansko najmanjša oblika haikuje je pika. To je pa samo 3 besed, ki bom predstavljena pesnica. Ne. In zdaj v vsej tej poplavi bi se reklo možnosti, ne, se meni zdelo, da je izziv, če nekaj, kar želim povedati, pravim v tako majhno obliko, ki ima točno 5 zlogi. In dostikrat je v bistvu misel precej večja, širša, ne, in bi jo rad spravil in potem je tudi izziv poiskati prave besede, dokaj sem tudi pustila, da se je haiku medil, bi rekla jaz, ne, sem ga napisala, je bil predolg, ni mi štimalo vse, ne, ker sem hvala vse točno povedati in potem sem ga pustila. In sem mogoče čez mesec vrnila k njemu in nekaj stekla, ne, sem eno besedo vrgla ven, 2 dala, druge, zamenjala kakorkoli in potem je pa ne bilo klik, nekaj to je to. Tudi dejansko je nekaj tega japonskega v smislu strukture in sodoben, seveda, ker so tematike pa od narave do odnosov, do ljudeznih, na partnerstva, to je poglavje pa tudi na temu in teh bivanjskih, življenjskih, recimo,
manj, povedati čim več. Ja. Je to, bi lahko na to tudi kakšno življenjsko prispodobo našli. Ja, dejansko se mi zdi, da tudi življenje prije zmeri prav, da znaš dobro oblikovati svoje sporočila, ne, da izbiraš prave besede. In jaz tudi poklicno ukvarjam z besedami, ki sem prevajalka in lektorica, tako da dejansko mi besede so od malega, kar sem se naučila brati pri 5 letih, so tudi knjige moja spremljevalka. In vidim in doživljam sproti, tako kako besede, da se besede tudi po svoje zvenijo in da ni vsaka beseda kliče sinonim enakovredna neki drugi, čeprav izgleda na prvi pogled, in da je dobro zbirati besede. Se pa to recimo lepo pokaže v modernih časih, ko se pošilja SMS, ko se piše maile, ker tam ni obraza, ni mimike, ni energije človeka, je pa energija v besedah. In jaz recimo tudi, če tisto povem, začutim energijo tudi v mailih, če so recimo grobi, me zaboli pleksus, na primer, ne? Ali pa če je nekaj zelo prijazno napisano, si to, ne, dobiš hude poved. To je samo neke besede so zvizene, ena z drugo pa niso, ne? In se zaporedje vse šteje, vse je vročilo, ne, ako daviš misli na koncu. Ja, super. In zdaj se lahko vrnemo spet malo k tebi, da tebe opišemo v njime, ker si že spet sama povedala prevajalka in lektorica. In tako lepo si se opisala, kdo je Nives, ne, v 3 mislih. Praviš mama in žena, in sicer pa prevajalka in lektorica za slovenski in angleški jezik. Druga misel, rada ima vse oblike narave, pravi Nives v sebi. In tretja, obožujem sonce, še posebej tisto v očeh. Ta mi malo spominja na haiku. To je tvoj opis. Dodajaš pa sicer še 4. misel, da rada potuješ. Mogoče bi pa ta 4. misel kot novo obliko haikuja predstavlja fotografijo. Jaz sem zdaj dobila kar to strukturo v tvojem opisu. Bi lahko rekla, da je to namerno tak ta, ne vem, haiku oblika tvojega opisa, ni več kot haiku. Če jih namerno opisuje, to je spletne strani. Vse mi je bolj mogoče zanimivo to, da sem imela dolgo časa, sem zdaj na svojem 15 let, in sem imela praktično 12 let in pol eno spletno stran, tako zelo šablonsko, in tam sem se predstavila, tako so mi svetovali, ko sem sprve SP in samo zaposlila in sem vzela neko subvencijo, ker sem se pač sama rešila svojega dela. In so takrat se pač prej, da lahko vložim v prispevke, v spletno stran, določene stvari. In takrat sem pač pisala, ki sem bil na voljo za to, in on je pač odrožen z spletno stran v smislu, mi smo podjetje, ki prevajamo za vas, bomo naredili to pa to, množinsko. In dejansko se mi zdi vse tako prepletlo, da ko se ta knjiga pojavlja in prišla na svetlo, je tudi nekako, če to je nobenih naključij, in je tudi tak, ki je moja spletna stran samo imel kot domena, pa sem tam gostovala, on je mi drugače urejal, ker ga čisto statična, samo podatki o meni, nekaj stvari in konc. No, on mi je sporočil, da je ta platforma že popolnoma zastarela, da moja spletna stran javlja, da je nevarna, da ljudje ne bodo več uspirali. Torej sem se nekaj odločila, da bom naredila novo čas, po tožih letih, in je v bistvu trajalo 6 mesecev, da sem sploh prišla do tega, da sem napisala prvo besedo za novo spletno stran, da sem sama sebi besedila 6 mesecev pisala stran v izdelavi, da je opisala en teden 2, in potem, ko sem ga nazaj gledala, sem videla, da dejansko se vse poklopilo, ker sem potem naredila tudi spletno stran v tej obliki elektronični in sem napisala, to sem jaz prevajam petek, sobota, nedelja, kada treba. Jaz sektoriram, vse narobe sem jaz kriva, ni nobenega zadnje, nismo to neki ljudje, strašno neka velika firma, ki vam bo ne vem se kaj, in se sem na ta način tudi sama osebno potem nekako odprla, da pač to počnem, to sem jaz in ni več tistega nekega ozadja, kot da se nekam veliko podjetje. Sonce je odprlo tvaro. Ja, mogoče. Izvrstna prevajalka in lektorica, ki ste podelali v svoje spletno stran odlične reference, ni več res za vas prevajalko, lektorico,
japonsko, ne pa kesno, ja, ker to se mi je vložilo, dejansko Japonska je dežela vzhajajočega sonca, imajo tudi gonsaje, pa vse se prstijo devetno, koliko jaz. Celo potem, če se navežem, recimo na to vibracijo besed, mi je se to poklopilo, zelo me je zelo navdušil Masaru Emoto, ki je že pokojen, on je pač obiskoval vodo, ne, da ima voda spomin, in ko sem prebrala njegove knjigi, dve knjigi, ki imajo sporočilo vode, pa potem se sporočilo vode in vesolja, dobiš ti neko občutek, da so vse stvari zelo blizu, in dejansko tam bila še ena potrditev, da voda ima spomin in da besede, samo vibracija besede že vpliva na vodo, da nas pa tudi, kar smo tudi iz vode predstavljali, imamo 70% vode, in tisti njegovi poskusi dejansko so tudi meni otvorili nek nov pogled na vse te zadeve, če so recimo, ne vem koliko še poznate, ampak oni so recimo, ena veja teh poskusov je bila, da so zmrzovali kristale vode in jih potem pod mikroskopom pogledali in so pisali iz studenčnih izvirov, so bili čipke, pisali vodovoda ali pa iz onesnaženih jezer, kjerkoli pa je bila voda že pokvarjena, so bili pa tukaj smasni, tudi glasba se vpliva, ko so dali, ne vem, osaka šampena in kristalčki taki, da jih tam ne bi mogli narisati, to so pa dali recimo zelo hude, tiste, najbolj take agresivne glasbe, ki so pa zmanični, ki pisali vode. No in en poskus je, drugi smer poskusa je pa ta, da so rastline posadili in so potem napisali na kozarec ali pa tudi samo na vodo, na enem kozarec rastline sovražnike, na enem pa ljubimce. Ampak ni važno, ali bo to angliškem, japonskem, v katerem koli jeziku, da bi to teko ni gledal za poredje črt kot taki, ampak za vibracijo besede. In tam, kjer je bila na posodi napisana ljubimce, je ta rastlina uspevala, zelena, rasa. Tam, kjer je bila pa napisana sovražnike, je pa počasi mila. Tako da potem tudi na tak način so meni odkrivali neke novi pogledi in me fasciniralo, skozi tako prostorsko besedo. To je to mogoče, da tako se to mora razlikovati in da se smo društvanci in to. No, ja, on je tudi japonski stil, ne? Je še ena taka povezava, ja, se čista z japonsko. Ampak tvoji hajkuji v resnici sama, ko sem pravila, odpirajo harmonijo, lahko reči kot zen vrst japonski, vzpodbujajo nek občutek harmonije narave, odnose tega, mirce tudi še. Kako pa ti to besedo, zdaj si ga malo razložila o procesu, mogoče kar začuti z besedo, ampak vsaj kak odnos na ti besedo, ampak na kak način poteka ta proces, da stvareš, ker so take subtilne misli, subtilne besede, moš ujeti in ujeti v to formo. Verjetno ni čisto enostavni proces, verjetno nekako zgorivate. Največ na to temo. Ja, moram reči, da recimo jaz napisati, da bi napisala en poskus, recimo imam 1 uro časa napisati, ne morem, da v bistvu ne gre, je čisto prisiljen, tudi jaz ga sploh ne začutim. Nekako je mi prihajal nek tak navdih, ki se je zgodil, mogoče tudi, ne vem, na čisto take preproste stvari, kjer se utrne potem misel in potem mogoče samo še bilo, koliko se stvari so 17 vlogov, 57. In še tam sem se mogoče malo pozgala, tako so se mi govorili v nulo, v prvo in sem napisala in ne niti se mila niti psihiča. Takih pa sem ga postila, recimo, ker mi je bila misel zelo všeč, ampak mi je bila še oblika. Zato da bi rekla, da težko se tega prav učiti, pa tudi jaz v bistvu se nimam za alvija ali ne, ampak se mi zdi samo, da sem si dovolila, da je ta neka variantna, ki se mi reče, da ima vsak od nas, tak nekaj svojega, da je nekako plano na dan. V tem hitrem tempu, vrti, je verjetno najdla in način in je butana. Ravno to sem zdaj, ne se dala super istočiti, to sem te želela vprašati. Kaj se je zgodilo, da v svojem tempu, ki tudi na hitar tempu življenja, prevajalstvo zahteva, fokus zahteva, vse čas nekaj na svojem, ki se je potrebno v tem svetu znati, potrebno biti aktivni. Potem pa naenkrat tu in zdaj se zgodi naslov knjige, oziroma tu in zdaj pride neko občutek knjiga, hajkuji, poezija, se pravi neki
raznih letih, recimo mogoče več raziskave v sebi in recimo zanima, kot sem mogoče prej v 15, ne, ampak se eno z drugim povezuje. Potem pa mislim, da je bilo mogoče tudi ta, drugače sem po naravi bolj ustvarjena, tudi z rokami, več sem sposobna narediti, ali pa mogoče nekaj takega umetnostnega, ampak svoj čas dovolj. Delo itak priganja v čas, pa tudi vse družina, pa še karkoli hoče, če sem hobi, karkoli se dogaja, in zmanjkuje pol ur v dnevu. Jaz imam občutek, da je ta, da se je pač ustvarjalnost najdla eno svoje vrzel, kjer je pač prišla na plano, ker mi je bilo pa zelo zanimivo, ko sem pisat izdala knjige, sem prebrala v tej knjigi Ženske, ki tečejo z vukovi, ki tudi oberem po kotih, pa mi z njej ko se mi zdi včasih, kako da bere ona mene z njo. No, in tam je pisalo, tik pred tisto izdajo prvo, ko sem imela prvo predstavitev doma v knjižnici, je tam opisovala, da je v bistvu v vsakem človeku, tudi ženski, ta knjiga ima več bolj namenjena ženskam, da v vsakem človeku je pod to reko našega življenja, ki teče, pa se teče, je knjiga še totalna reka ustvarjalnosti. In ona gre s tabo, ne? In vsakaj, da bo imela priložnost iti na plan. In potem, ko pride, preplavi bregove in potem pridejo cvetlice, grmovje, živali, ribe, vse zaživi. Ne? In sem zdaj tako lepa prispodoba, ker v bistvu, ker meni po moje ta reka šla in se je prav preveč ustavljaš tudi se lahko s tem ustavi in nekako usmradi, tisto domače, ne? Ampak gre s tabo, ne? In potem samo čakam, da bo prišla na plan. In mislim, da se pri meni zgodilo samo to, da je pač en način bil ta in da mogoče je to vse, kar je ta epizoda in ne bom na tem nadaljevala in ne vem kaj. Ne vem, niti ne predstavljam. Ampak je tako se zgodilo in se mi zdi, da sem tudi sprejela darilo. Kako pa potem naslov recimo da si bil prišel tu in zdaj? Ja, naslov je dejansko v 3 letih, 104, postal zelo priljubljen tudi v medijih, v člankih. Tudi po svojem je to na en način, je že nekaj vrste kliše, na drugi način pa me veseli, ker se ljudje očitno o tem pogovarjamo in na tem razmišljamo. In ta tu in zdaj nekako povzema prav ta občutek, da si moral čas ustavljati malo bolj, kot smo navajeni, da se moral počasnovati, ker drugače je vse skupaj poslično. In tako pohecam, da kasimo jelko, pobaramo jajčo, spustimo v morje in potem kasimo jelko. Ta leta grejo, če grejo tvoje otroke, se samo čudiš, ki so počasi izreti za tebe in se vse skupaj zljamo in vse hočemo na hitro. In potem, ko sem recimo fotografirala te razne fotografije, ki sem nekaj imela že, recimo v svojem arhivu, nekaj sem sproti, nekaj sem recimo naknadno, so tudi že narejene, tako v tem zabeležni, potem sem pa nekje čez mesec videla motiv, ki pa stanje točno s tem okolju, tako mi se razložilo na skupaj. Ugotovila pa sem, ko sem fotografirala, se mi je čas dejansko ustavil. Jaz drugače ne znam vsega opisati, ker sem si sama po sebi ugotavljala, da s tistim fotoaparatom, ali tudi ko sem pisala hlikuje, enostavno sem se dala tak balonček in milosti hitenja, pa tudi sem imela v bistvu malo časa, ki sem zmerila. Tudi en tak primer, recimo tam takratni povrti Krači pastir, to sem šla, sem vedela, da ga bom kjer našla okrog skala, bil zgodine, na posebni vasi, nekaj tam bo bil na kršni, in sem postavila, da fotografirati. To, da sem dobila to fotografijo, sem morala 45 minut, ampak jaz sem mislila, da en 10 spominja, nič več. Da se je pač da letel je, se vrtel, se pojavljal v zgodinu, se je pohitri in da ne uspeš fokusirati. In v takih trenutkih, ko sem se zalotila, da je mimo ura, jaz sem občutek, da je samo 5 minut, da sem bila tako v bistvu, sem se takrat napolna, tako uživam v tem. Meni je to fascinantno, ker v prevajanju dejansko nimaš časa in observiranju tak niti za dihati, nekako mora biti vse tako, vse dalje, vse se dalje pripivse, pa mogoče največ do petka, in pa recimo potem teologijsko, kako boš to spravil v takratno žver in ti enostavno znane časa, da bi takolično postel takega zadušenja. Za ta tu in zdaj je bolj ustal, je tam začetek bil dejansko za ustavljanje, ki je samo en izbor pretujev za knjigi 144. Takrat, ko sem napisala prvih nekaj, sem bila objavila na Facebooku, sem tako v bistvu brezpečnih svetovanj, tako sem se niti sama na tem, da sem koliko tega. In potem sem pa zagraničen šestek, ko sem pripombo, da je se kaj napiči kdaj, a ti nekaj objavili, sem videla,
na zadnjič neke pesnice ali kaj, ne, so ljudje biti pač ne poznajo toliko teh zadev, ne, in se kada, tudi hajkuji, pa so komu te povedala. Potem je pa nabrala neko določeno število, je potem knjižničarka rekla, da bom razstavila v naši knjižnici. In ni bilo njih na prvo žogo, ne, sem gledal nemogoče, ampak potem sem se to pogumila, dala mi datum, rekla, vse imaš, 1. oktober mora biti sestavljena in imaš otvoritev, ne. In takrat sem potem nekaj ne moram da te razstavi, ne, takrat si že niti dobro, ko sem si ni bil mislim tehnične. In sem potem si pomislila, kako sem to to biti za tu in zdaj, ne. To, kar sem jaz doživljala dejansko stvari vsega tega. In potem avtomatično razglasno, da nisem rekla na tem, da vidiš, da se tudi dosti da govoriti. Kaj je pa testa občutek meni v srdanje? Se trudim. Ja, ni da bi zdaj bila jaz velika mojstrica živeti v tem trenutku, ne. Je pa res, da se opominjam, ker čas res hitro brzljava do tem, ne, ker v našem življenju se hitro odvija. In če se večkrat opomnim, zdaj si recimo tukaj, zdaj vodi v tem trenutku, mi pomaga tudi, da se nekako prizemljim, ne, da ne tudi nekaj načrtujem naprej, pa razmišljam za nazaj, kaj je bilo, kaj bo. In vse ti nek pamet je non-stop v eni ali drugi dimenziji, ali v spominih, ali v tudi načrtovanju. Tukaj zdaj je pa malo te. In to mi je bilo potem tudi ena taka spodbuda, bila pa tudi ena lepa izkušnja, ko sem bila na Baliju, no, sem bila tako skupino in takrat smo se pogovarjali s to, da tudi o meditaciji, o tem tistem, ne, kako oni doživljajo. In so tam rekli, da zahodnjaki dejansko preveč kompliciramo, ne, in delamo, mi meditiramo, no, oni se rekli, da niti nimajo glagola meditirati, ampak da oni meditativno počnejo stvari, ne. Tudi ko, ne vem, pomivajo posodo, kuhajo, se stehajo, oni takrat meditativno, ker so v tistem trenutku, se to je to. Dejansko ni meditacija, ne zelo, da biti prisoten za sebi, se nisi pač počasi razplavljati naprej, ne, po vagone, spiraš vlak in se spustiš vase, ne. Na tak način se začneš delovati, verjetno si dosti bolj v svojem srbru, dosti si lepše potem povozi tudi težave, ker je itak to, ne, da si izogneš to. Ampak si stelješ na boljši način. Verjetno nam tu lahko kaj pomaga spomniti, ne, na tiste trenutku, ko prebereš hajku, proži, da je neko občutek, da si veš skozi neko občutek, tudi če ga tako ni zavesten. Ja, da me je to bravci, Jaz sem dobila zelo, mislim, moram reči, da sem bila presenečena na temi odzivi, ker ko sem knjigo izdala, resno sem vedela, kaj ne pričakujem. Včasih se mi zdaj za kakšen moment, da mogoče bo skupaj podem celo vse in da kaj te to grem, ne, ker dobiš tudi take občutke, ki si dvomiš vase in vse, ne. Ampak potem sem pa počasi dobila vse te odzive, za ljudi je biti najtežje to, ker na prvo žogo ne vejo, kaj ne pričakuje, ne. Malo jih slabo poznajo, bo se hajku, ne vejo točno, kaj to je, nekaj hajku, fotografija, nimam pojma, kaj ne bi v tej knjigi bilo, ali pa ne berem poezije, reče, ne, to pa ni zame, ne. Pa tisti, ki so jo recimo dobili, ali so sami kupili, ali pa so darilo, so jim pa sporočali res tako lepe odzive, da sem to samo zelo presenečena, da so bili med temi tudi to, da imajo na nočni omarici, pa preberejo kot ena razstavika nekega sanja, pomembne sanje, take večje, ne, da gre jo spre in da njim tudi izpekuja eno pojasnilo, ne, to je bilo tako, mislim, da je to neverjetno, no, in ona nekaj, da ona tako uporablja to knjigo, ne. Drugi pa recimo so sporočili, da dejansko se najdejo, ne, ker hajku ne bi imel v bralcu odmev, ne bi nekaj v njem sprotno, kaj je pa čisto individualno, tako da dejansko te knjige ne možeš narobe brati. Lahko jo prebereš, vsakega posebej, en bere tudi nazaj, ali pa preja na sredini, tisti dan pa tisti na vrsto, in da doživljajo na čisto svoj način. In potem tudi odziv tak, da recimo en hajku vem, da nisem bila, ali bi ga uvrstila v knjigo ali ne, pa sem recimo, da na prijatelj dobila, ki je kar hudo bolan, no, sporočil, da mi najbolj všeč tak. Da sem nekaj novih poslovki, ne, kateri je takih situacij, ko vidi nekaj drugih, ki so mogoče meni tudi je togo pomembno. To je res zelo, zelo odlično. Posebej, zgodba hajkuje. Ja, v bistvu
ampak 44 hajkujev, 44 avtorskih fotografij in v tem prepletanju se zdi, da skupaj, kot neka nova umetnost, da pač skupaj tvorita celoto, ker ko pogledamo to fotografijo svojo in zraven poezijo, tekst, besede, ujete v formo hajkuja, ne znamo več predstavljati eno brez drugega. Nova vrsta umetnosti. Ja, postoja. Jaz mislim, da tisto poj moji ne funkcionira dobro v fotografiji. Sami po sebi, ker so tudi tako narejeni, da dejansko fotografija postane celota. Sami po sebi včasih izvenijo drugače, ne vem, to premalo je njih, ne vem. Tista fotografija jim da nekaj čas, potem ljudje so sproženi. Vse so številke, ne, smo imeli občutek, ampak tudi 44 hajkujev, 44 fotografij, imela so 4 razstave, vem, 4 poglavja, štirica, ki se spet štirica, ki pa da mogoče štirica, vem, da je malo povedana s formo, saj ga mogoče, veš, se prepletajo številke in besede v tvojem delu. Ja, eni so namenoma, ne, pa en dva, ki je potem recimo, to je že enkrat bil, pač mora reči, en dva bil, pa potem pa, ok, pa ne bo še knjiga, potem ti kar malo trudno pogledati, da si tu 521 izvodov, ne, sem da se navali nekaj rešitev, kako vse, kaj jaz že vem, zakaj, no, tako te stvari so bile bolj namenoma. 21 recimo izvid je bil, bolj bi rekla sreča, ker je takrat po naši klinici, ki je posebej natrpen program, nisem vprašala resem mesec prej in je rekel, ne vem, to bom natrpno že pol leta, ne, ampak so pogledali, kaj je pa 21 je še pravi, ne, ok, super, to je to, ne. Zdaj, druge klinici so pa tudi včasih kakšne take malo bolj izključne, potem pa vidim, da pomeni, da se potem nekako vložilo v eno smisel, ne. Verjetno to vibracija, ne, besede, ja, števila besede, ja, neko novo, ki je bolj nezavedno, kakor v bistvu, se nekako poklopi. V knjigi vidimo nekih detajlov, takih, ne samo pri besedah, ki so zelo subtilno zbrane, tako na nek način bi lahko rekli, da je taka ženska energija v knjigi, taka subtilno povezujoča in hkrati tudi detajli, ki so na svojem mestu. Mogoče, ne vem, je to ta odsednik, ki ga knjigo je to ta ženska energija povezujoča, ki jo lahko prevedimo malo danes. Pa jaz bi rekla tako, ko sem želela oblikovati, kakšna ne bo moja knjiga, kako ne bi tisti, ki bo oblikoval, končno pa se oblikoval, sem jaz samo neke okvirne želje, ne? Ampak takoj, ko sem pomislila, kdo bi lahko bil, sem pomislila na Nino, ki smo se spoznali kakšno leto prej, pa zelo napovezno, ampak verjetno je bilo pač to srečanje namenjeno tudi temu. In nekako sem povedala svoje želje, tukaj s tem odigrala tudi ona pomembno vlogo, ker je me zaslužila in je zaslužila v kakšno smer, lahko gre kakšno ne in kaj približno želim. Potem pa zelo sem ji hvaležna, no, da me je ona tukaj povedala v tem, da me je prepričala, ker sem želela nekaj mislovnice tako bolj delo dospjala, ja, to je bila moja želja, ampak kakšna to bomo še videli, ne. Zdaj sem tako zelo elegantno izčiščeno obliko, ne. Ona pa mi je potem pripravila to varianto, kjer je ta pol mojega obraza, ne. Je moja želja, da samo mene na naslovnico, ne. Ne vem, ko bi se oddaljala fotografijo, da na koncu pa vsekakor ne bi šla, ne. Še ne vse glih dala vedeti, da ne vse pogledam, kaj je naštimala, ne, pa ne malo predstavim, pa potem bom videla, če se tam strinja, ne, in ko sem videla to naslovnico, sem vse res ni šla, tako je dosti bolj taka ženstvena in taka topla, tako da mi je bilo skoro všeč svoj rumeno barvo. Zdaj se umela ni, mislim, da jo bomo kar povabili zraven, ampak Nina, kar boli, bomo pa prej zapisali, sodelovanje je ključ v tem pogledu, ne, za to celoto vajnih svojih avtorskih knjige in svojega oblikovalskega dela. Nime, mogoče tam še to, ta knjiga v resnici povezuje odpira
vse namenoma, da so se mi dve srečali. In se zdi, da je zelo, zelo pomembno, ko daješ nekaj takega od sebe ven in želiš, da bi bilo res po tvojih željah, da tega tudi nisem odločila, da bi šla kakšne založbe, ker bi vsem pač smeli moje proroke svoje, pa tudi, da smo ne spomnite, da so drugačna in ne bi vse več vpliva. In smo želela samo založiti, ravno zato, da bom lahko imela ta svoj glas, ki se ne samo bi glas. In to se mi zdi zelo pomembno za vsake reči, kako je takega podobnega dela, da se poveže z nekom, ki to obvlada, ki ima nekaj oblikovanja, vizualne komunikacije, ker je v nastajanju knjige bilo ogromno verzij in so se usklajevali, zelo podrobne stvari, ne, ker si zdaj noben ne opaziš, ki opaziš jih, ampak ne veš, da so bile namenoma, ne, da se končno rezultat tak, da to spreš, te neki navduši, pa znaš sam, da veš mogoče kaj, ne. In tukaj se mi zdelo, da potem se ne velika svetlo, sem mi nespredo. Evo, zdaj, do te zgodbe pa pridemo tako v nadaljevanju, pa da malo zdaj zaokrožimo vse, kar si povedala, ker se da naredih nekih misli in močnih sporočil. Izgovarjati Tjašo, da zaokroži tale dela, ne, pa da malo z besedami poskusi, sprnati, podpreti zdaj, ko se bližamo oblikovanju pa formi, mogoče
čisto različni projekti pridejo. So bolj in manj osebni. Vrednost, najraje smo take projekte, ki smo zelo sam iz dušo se nečesa loti in potem lahko jaz sodelujem svojega področja, da delo zapakiramo, kot se meni zdi primerno in upam, da hkrati se tudi avtor tudi da identificira to vizualno podobo. Kot se ljudje umire in jaz imela neko predstavo, kako se želi, jaz ne da mi je zelo lepo nastavljeni temelje, fotografije so tako avtorske, da je lepo zdega zlikoma na postavitvi že, da je poudarjene črte. Želela neko minimalistično oblikovanje, kar se mi zdelo takoj za absolutno, se deli za slikuje, zato se mi sicer spoznala. Je bilo pa zanimivo, ja, pri teh naslovnih slik, da sem nas začutila, da je mogoče nekaj v zadrezi, ker se razdalja na nek način in sem razumela, ker se študiram pogum, to je se lahko tudi tako javno predstaviti. In tukaj je lepo izrazil svojo ustvarjalnost, je vsem kot izziv za posameznike. Sem videla, da je tako skromno, da ja ne bo preveč nasičkano, da ne bo to preveč, pa ne bi slike, da ne bo to preveč. Jaz sem pa z drugimi očmi gledala in se mi zdi, da je potem veliko pomenilo, da lahko upravim svojo vlogo, ker v družini gledam malo bolj objektivno, da mogoče ni pa škoda, če bi na preveč nazaj zanjala, ker sem končal vse, če bom kar drugače gledala. Naslovni, tako da sta potem vse en se mi zdi, ohranila ta minimalizem, ampak da je pa vsem bolj poudarjena njena toplina, investiraženstvina, preizkušnji, se mi zdi. Prav, da naslovnica že na prvi pogled deluje predvsem toplo, pa zadnji stoji na topla želja, ker se mi zdi, da je dobiti večjo težo na knjigi. Dela lahko za marsikoga deluje skladna, mogoče malo preveč spremljena, in se mi zdi tako, da se prva ideja je bila dela. Je lepa dela, je eleganska, je čistoča, ampak zdravniki so v belem, pa recimo pediatrija mojih otrok ima pa najši rumeni. In moja vloga se zdaj torej je velika razlika. Super, in zdaj smo odprli manj ta proces oblikovanja knjige, ker na tega veliko krat pozabimo, ampak je hkrati celota. Knjige ne bi bilo, sredina tega je vse, da zaokrožiti celoto, da potem tudi ta oblikovni del. In ta knjiga tudi daje en tak lep primer te sinergije, med dobrim sodelovanjem, soustvarjanjem. Ina, mogoče nam se samo poveš več o pomenu te celostne podobe, ker meni že danes ali pa knjigi, ko se predstavljajo ljudi, se ne omenja več ta del zraven. Pač oblikovalci seveda gledamo za strokovno potrebe, da smo se učili. Zdaj nekdo, ki se s tem ne ukvarja, pa mogoče bolj začuti. Veliko enih dejavnikov, s katerimi se pravzaprav ljudje, ki se ukvarjajo z drugimi stvarmi, niti ne poznajo možnosti, ne vejo, kaj se vse da. V knjigi je zelo pomembna tehnologija izvedbe, če izvedba ni v redu, če vizualno ni primerno, če smo primer za papiranje, potem vsebina ne prebere, kot je potrebno. In recimo predstavnik tehnologiji dokaj je tako, da se avtor odloči, da bi knjigo izdali, kam moramo iti v tiskarno. In marsikdo izda knjigo v tiskarni, seveda z veseljem mnogijo že oblikovanja, ampak se s tem ne posvečajo že motor. Potem pride do tega, da včasih izdana kakšna knjiga, ki spade kot brošura. Je pa tako, da v današnjih časih, in to je zelo znano, da se knjige bojo ali dalški vrst nočne tabelce, to ni res. Knjige vedno bolj prodelamo, seveda, tako se knjiga nima. So knjige, ki si jo
ljudje vzamejo in lepa, vzameš test, je posebno daš na nočno marco, imaš razne knjižne pozicijo, ponosno podariš. In včasih je škoda, ker je zelo dobro delo, neprimerno zastopan in s tem manj nima. Je razlika, če je nekdo fotokopiral knjigo, knjigo ti veliko pomeni, če se ne veš kupil, pa je masna, posebno veš. Za tak tip knjige je to primerno. Pač na sajtih so različni, smo različni, situacijski pa avtori se mogoče bolj zapisajo. Samo in potem je vizualna podoba, ki ne primerno ni drugačna. Jaz kot laik, recimo, nekaj preseneta, ker mene vsem, ko bi predstavljala možnosti, so vse take kakšne knjige na opis, kastilne, sluček, to ne pomislim, da ko dobiš v roke, da dobiš informacije, da se vse različne, niti ne veš, da jih dobivaš, kako da res tvoje pa registrira, tudi recimo potem, če gledamo v knjigi, ki so fotografije dalje pasivo, smo potem se zgledali te nektive, niso vsa pasiva vredna, so ta spirala, ki je na naslovnici, jaz sem nikoli pomislila, ker se pa s tem ukvarjam, da je lahko ta, da je srebrna, ampak srebrna lahko vidiš na zlato, ali pa bolj kovinska, ali pa taka, ali ja, okej, pa gledaj, kateri ti se te stvari potem se le razpoznavajo z nekom, ki ima to, malo medvinsko, oziroma mojstisko obvlada, ki on odpira potem te, kaj si lahko iz tem izbereš. Nekaj ti niti ne ve, da obstaja izbira, je zame sezona spirala srebrna, pa mislim, da je okej, se da tudi ocenke izbira, kako bo to delovalo, kako se bo svetlo na svetlobi in vse stvari, tudi to je skupno. In tu in zdaj knjiga izjemna, prav pri detajlih. Nina, po tebe vem, da si že od rojstnega otroštva občudovala te drobne detajle, da si zbirala neko svetsko embalažo, znamke, potičke, oboževala knjige, da si tudi sanjarila o ilustracijah, kateri barvice, galanterija, barvna, vse to je del svojega otroštva. To pozna, še danes pa je verjetno v tem občutku zaradi tega. Ja, meni je zelo pomemben papir, ki ima si to pomislil papir, vrsti dni, uroka, ja, jaz sem rada tudi zastopnikom, ki smo zastopajo proizvajalce papirjev, ker je na znanosti, da so mi papirni, ki so vedno menile, da režiso, malce kdo ne posveča pozornosti papirja, lahko vzameš v roko, podzavestno, da se zaznaš neko mehkobo. Dejansko obstajajo klasifikacije, tudi naslovnice, ki so največne softstart, super zdaj je softna, zelo pomemben papir, pri papirju je, da fotografij, da so barve prave, da ne preizpušča, da je fotokovida izveča, da je siva prava, siva je lahko prehladna, lahko odzadje, preveč intenzivno izstopi, pa potem malo bije, če imaš fotografijo. Tako da ja, en kupen stvari se seveda, jaz se veliko ukvarjam, mogoče to niti ne opazi, ampak se mi zdi, da če sem se že jaz v to osredotočila in potem super se lahko svoje znanje uporabam in svetujem, da se dejansko s tem knjigama ukvarjam. Teži ona komunicira s pisarjem, katero pa lažje pisarji povem, ki se pašte, da bodo ja barve, ki se levane in podobno. Tako da ja, te detajli so pomembne, vedno težimo k perfekcionizmu. Je včasih, da si želeli še več, ampak tu in zdaj. Tu in zdaj, evo, ključna. Ampak zdaj smo bili na znanje, ampak vedno nisem znanje, pomembno tudi občutek. Vse to, kar se je tebe zaznamovalo, v otroštvu, pa kar so te zgodovili z njime, da se začutne, da se mora človek človeka začuti, da lahko alkemija mora biti, da se zgodi prava sinergija, verjetno.
najljubši film, mogoče, da sem Maliza, da sem bil Maliza, film, da ne se na prvo žogo in zato mi je bilo videti, ker je minimalistična, ampak zelo začutena. Zadnji nekak globina in to se mi zdi, da je večja vrednost, kot je zelo udarno, ampak počasih je potem mimo. Za te stvari se te dlje časa dotakne, kako se pa spremajo. Pošto se mi zdi tudi ni dve. Naravi nek spon, če recimo se zdaj slišla tu pa tam, naravi bi smo to konstantne komunikacije, ampak če se pa slišla, pa ima v obedu, se mi zdi včasih, ker malo težje, ker imamo v tej skri, ker me sem pena na urnik, pa rečeva, vse bo pa naštita, tako se nama mudi, ampak pol, ja, da spete na ura. Tako, na ta način. Jaz bi dosti povedal, da je recimo, da se to zanesla na njeno znanje, tudi glede, kot se zamenja tudi stari, ne? Ker dejansko potem, ko dobiš te izvole domov, in se prvič in se je slabo narejeno, ni fajn, ne? In tega tudi nekako kot avtor bojiš, da bi potem ne bolj slabo vedel. Mi ne pa poskrbel, da smo dobili tudi vmes printe, ne? Tako da je kar poslal, tako da je printe, da se nekaj, kako bo to v sliki pol dejansko izgledalo v knjigi, da se lahko vidi, ali je to ali ni, ne? In ona za tista, ki komunicira s starem, spremeni se ogromno padlo breme, ker se mi zdi nekaj, komu ne grem, kako ne jaz njemu povem, kak papir, kakve barve, kakve leščice, pojma nimam, v tem smislu. In to je bilo, veste, ta del je bil celovit, paket, to je bilo. Kaj pa izgledi, ker včasih mogoče imeti drugo predstavo o tem, kaj bi želela, da seveda bo se kak del sniti ali pa predstava. In ti zdaj Nina pa prišla iz svojega oblikovalskega jezika pristopa. Kako se ta dialog vzpostavlja? Ti verjetno nekaj treba kakšne kompromisi, da bi želela spomnila vsebine, tudi navadni. To iz tega vidika ni dobro, ne? Dejansko ni verjetno. Kak ste pljuli? To se že mu kar je kar šlo, ja. Smo pa teh naslovnici, ne, ona je rekla svojo, jaz sem pa naredila tak primer, ampak zraven pa to, ki je bilo rečeno. Rekla, no, dajem ti za še moj predlog, pa probaj to, ker bi tudi želela take pa take stvari. Ja, ti zdaj prepita, še možno pokažeš, kaj to on reči, ne pa je pa rekla, Če tu in zdaj sem jaz se bo take stroge japonske, ne vem, in bo imela na to te meske, ne, in si gledaj, ne, skuša let, še pade meske, ja, Mislim, da se kar strinjam, moram reči, ker je znala, verjetno je vedela, kaj se eno je še zmeri, nekaj se upada z mano, da ni predlaga čisto nekaj, ki ne bi nobene veze z mano, potem verjetno bi morala bolj ustrajati. Ampak ne, šla čisto tudi stilistično zanimljenje do vse, in se bila pol, ko je knjiga narejena zelo hvaležna, sem se pustila v bistvu malo tudi voditi, da sem se nisem ustrajala na nekih svojih podobah, ki bi morali časi tudi nisem videti. Ne poznaš v bistvu toliko zadev, ne mi pomaga. Verjetno, ne, to ni bilo, ampak je pa ona tista, ki mora zastupati. Jaz lahko rečem, Peter meni to vse, samo njena knjiga in ona se more identificirati in tako da ja, pač vedno probam zastupati in potem, če se ona se reče, lahko se res, to je potem v redu, sem mirna, ker tudi če bi ona
nisem najboljše volje, rajš rečem, bom jutri delala, ker se kar malo bojim energija, se kam upela, tako da potem pa jaz rečem padam in nek proces, takrat pa uživam, da se pa živo počutim, potem je res super, da je na konec izdel, eno frukta, to mi je lepo, da sem tak risal v vse, Ja, ko se pa dosti se podaljšuje tisto obdobje študija, se je smisel, drukar, pa do konca si in spet, dogodil si ne. In zdaj, ko imate v roki, ko vedeti, da v roki knjigo, to je zdaj. Recimo, nekaj kakšni so tvoji slučki, ko jo ti knjiž, z celostno pa kakšni so tvoji Ja, res nekako, če povem, koliko je prišel iskaj za to objavljeno, da je to pripeljal na dom, so šli skupaj z družino, s dvema otrokoma in ženo od Sotoroč in so se samim hodili in je pa cel avto polni in tako fascinantno in so kakšen kombi poslavili, ker se bom jaz odpeljal. No in potem so šli noter in pač se na kavo, pa se tako in potem je smo to razprljati paket, prvi, da je dobil v roke. Takrat mi je prav vse zastopljajo v oči, ker sem ok, to je to. Če sem se vsegli bala, na koncu tudi barva pride drugačna, drugačna je, kako si recimo predstavljali prej, ampak ko dobiš po roke, pa vidiš, ko ti si. In me tako preplavljajo tako ena mešanica radosti, navdušenja, po svoje tudi tako, da šlo pa hoče zdaj pa narediti, pa ni več kjeto. Da sem šla potem, ko so oni šli naprej, sem šla vzela eno knjigo in si napisala samo sebi posvetilo, ko so se roke sesle, in se to prela in je vam zdaj tam, da se bom še toliko let spomnila. Ko sem se počula točno tistih prvih, bi rekla, pol ure. Je en tak lep občutek, nekaj stvari se lepo potem, ko ti si izdelek dobiš. Koliko ti so tudi vsi ljudje, karkoli ustvarjamo, da bo to knjiga, glasba, film ni važno, tudi so vedno isti, samo za tebe je tvoj najbolj takih izvižen. To jaz sem zelo zadovoljna, sem lahko tudi nekaj vedno na to, da si srca, da nekako peljala po tej poti, kako je najbolj srčnjala in videti, kam me lahko pripelje, ker da to tudi se dolgo, da je potem Nina, kaj pa ti? Ja, tudi jaz sem zelo vesela, ker Nina si javila, da je zadovoljna, pač da je delala, da je jokala, ker sem načutila, da je imela pač par pomislekov, pa jo je skrbelo, kaj pa se bo to rekla, da je sanjala, da je šlo vse narobe, tako da posnula tudi delati, sem da bo vse v redu, da vedno nekako, ker delam, dosti gre tako za posameznike, prosim nekako, da bomo na koncu zadovoljni, ker bi mi bilo zelo težko, se potem, ki je zadeva končala, da bi karkoli nezadovoljstvo obvestila. Se mi zdi, da to je spet pa malo težja zadeva predstaviti v resnici, ker so bolj osebno vpleteni. Druga je, vse zdi včasih gre te narobe, lahko se stavi, so si mašina uporabna, ne gre te narobe, ampak pač je rekla, da je zadovoljna, se mi je sama odvrnil, da je srečna. Jaz sem zdaj dohala na neko potovanje, sem to mi je važno, da mi ni zadovoljna, pa bo redo. In bilo je več kot v redu. Ja, je odlično. Velike krožnega, spirale, so omenjene v knjigi so spirale, sonce, nekako krog, hajkuji krožijo, prepletajo se, vse
dostojni. To je bil moj logo. Vse se zdi, ko to ohranja, ker mi je taka spodoba, tudi te spirale življenja, spirala, v bistvu, da spodbuje v obe smeri, ne, nima konca. Če napreduješ, pomeni zgorbe, napreduješ, napreduješ, ampak se obrneš, je to tako veste obratno. To se zdi, da je tak simbol, ki tudi vse posod po svetu je nakaj tak možno pomen. Nekako se vse to poveš. Jaz mislim, da dosti stvari je v knjigi, ki so vsaj poželel sem silno in nekaj se je prepleto, potem pa gledal nazaj in gledaj, to je to se lepo odnesle. Zdi, da ko delaš tako nekaj sebi.
Imam to misel v zadnjih, če že ne morem biti dobro, potem ne izbiram biti slabo.